Lep pozdrav vsem, kako ste? Super. Kakšen začetni komentar? Ok, časa bo dovolj. Najprej lepo pozdravljeni na okrogli mizi. Z nami so Ana Bogdan Zupančič, Tomaž Grošovnik, Marko Gavrilovski in Hana Redilović, režiserka filma. Okroglo mizo bom pa vodil Miha Novak. Čisto glede poteka, gostom bom postavil eno vprašanje, pa bomo potem dali čas, da bo lahko vsak odgovoril. Potem pa publika, pa študenti, upam, da ste pripravljeni na kakšno vprašanje, komentarje, svoje opažanje ali pa karkoli. Če ne bom pa jaz nadaljeval z vprašanji, ki jih imam zagotovo kar nekaj. Tako da, ok, ali pa vmes lahko tudi, če imate kakšno vprašanje, dvignite roko, pa bomo tako šli. Zdaj film, dokumentarni film naslavlja kar nekaj vprašanj. Šlo pa je zagotovo za neko obdobje, kjer se pojavljajo neke varčevalne politike, nek pojav, ki se mu reče kot neoliberalizem, vprašanje je zmanjšanja kvalitete, vprašanje financiranja študija, to se pravi tudi šolnine. Tako da imam najprej vprašanje za moje goste. Kako vidite vlogo univerze ob vseh teh spremembah, ki so bile v zadnjih kar nekaj letih? Pa Tomaž, bi najprej tebe prosil za odgovor. Ja, hvala lepa, Miha, za organizacijo tega dogodka, pa za povabilo. No, pa sem tudi vesel, da je nekaj študentov z nami. Sicer sem malo žalosten, ker so pri Ani bolj ploskali pa juckali kot pri meni. Se šalim. Ja, dobro je to vprašanje, kakšna je zdaj vloga univerze v sklopu vseh teh sprememb. Mislim, da je na to vprašanje moč odgovoriti na dva načina, kako recimo kot posameznik, ki deluje v sklopu univerze iz svojega profila, iz svojega vidika, recimo, ne vem, kot filozof ali kot humanist vidiš univerzo, in kako se univerza danes dojema, kako se ona sama ali pa kako mogoče izobraževalna politika dojema vlogo univerze. In mislim, da sta to dva zelo različna pogleda. Moj pogled na vlogo univerze je v bistvu tale, da naj bi univerza pravzaprav predstavljala neko ogledalo družbe, da naj bi bil to kot nek, dobro, zdaj pač ta mogoče res neka hierarhična primerjava, kot nek možgan, ki misli družbo. Recimo primer, to vedno poudarjam, zdaj, ko prihaja do brisanja tega pomena kritičnega mišljenja. Kritično mišljenje je mišljenje, ki misli samega sebe, ki vrednoti svoje lastne procese, in to se mi zdi naj bi bila univerza. Žal pa odločevalci nekako samo dojemanje univerze je pa šel malo v drugo smer. Danes se univerza dojema kot tista, ki naj bi najbolj razvijala gospodarstvo, ki naj bi najbolj razvijala to, kar se uveljavlja kot nek trend, pravzaprav recimo digitalne tehnologije, tukaj se mi zdi najbolj na udaru. Univerza naj bi bila tista, ki vodi nekako uvajanje digitalnih tehnologij v izobraževanje in tako naprej. Ravno danes smo imeli nek sestanek, ta inovativna visoko, če danes rečeš inovativno visoko šolstvo, to pomeni uvajanje čim več digitalnih tehnologij v izobraževanje. Meni osebno se pa to zdi zelo velik problem. Jaz mislim, da bi univerza se morala najprej ovrednotiti uvajanje teh tehnologij v izobraževanje. In tu potem pridemo do tega večnega pravzaprav problema, do tega, da je univerza sama v sebi razklana, razcepljena, kar ni novost pravzaprav. Univerza je že od svojega začetka, od nastanka bila križišče različnih interesov. Mislim, da Pariška univerza je v 13. stoletju že razpadla, v Pragi mislim, da so v 15. stoletju ven metali eni profesori, druge in tako naprej. Skratka, univerza je vedno bila to turišče nekih različnih družbenih silnic.
Ampak ja, no, jaz sam te spremembe, ki se pa danes dogajajo, nekako vidim resno kot posebej problematične in sicer ravno zaradi tega, ker imam občutek, da je, bom rekel, kar naravnost politika univerzo čisto podredila gospodarstvo in jo še podreja in pravzaprav vse, kar bi dišalo po nečemu, kar ni prevedljivo v neke merljive, kvantitativne ali pa kar ni, kjer se ne da uvaliti neke digitalne tehnologije ali pa nekih stvari, vse to je na nek način ovrednoteno kot škodljivo pravzaprav, ne. Zadnjič sem imel nek podcast, me je nekdo povabil na podcast in je prav govoril, no pa zakaj je filozofija škodljiva, ne, prav to, ne neutralna, da je brezvezna, ne, ampak če je brezvezna, je v resnici že škodljiva, ker zavira napredek, ne, mislim, do te ravni smo že prišli. In meni se zdi to hudo, slabo, sploh za mlade generacije, zaradi tega, ker čedalje manj prostora je, da bi sploh ovrednotil življenje, svet, v katerem živiš, ker si enostavno prisiljen korakati, marširati po teh najrazličnejših reformah, ki se izvajajo, ki so pa velikokrat pravzaprav, po mojem mnenju, interesne reforme, niso neutralne, zadaj stojijo raznorazni interesi. Sam še to povem, da res ne bom predolg, no pa drugim je imel besede, ampak ne to, ko govorijo, ja, pa digitalne tehnologije, pa to, pa ti študiji, pa to je v bistvu, če čisto tako pomisliš, ne, to je pravzaprav izobraževanje sužnjev, ne. Aristotel bi imel to sploh ni pravo izobraževanje, za Aristotela je pravo izobraževanje tisto izobraževanje, ko imaš čas, ko v prvem trenutku sploh ne veš točno, čemu je namenjeno, ampak služi v bistvu samemu razmisleku in se potem iz tega mogoče lahko kaj razvije, ker če si ti vedno, zakaj bo to koristno, si pravzaprav vpet v to produkcijo, vemo pa, kdo je končni dobitnik kdo ima največ od teh produkcij. Ne? Definitivno ne ljudje, ki so pravzaprav zgolj potem kot neki delavci v sklopu te mašinerije, ampak nekdo, ki iz tega pač žanje na koncu dobitke. Ne? To so pa v tem trenutku big tech companies. Tako da, tako jaz vidim to stanje. Hvala. Ana, lahko tebe? Ja, veliko je bilo že povedanega, tako da jaz bi mogoče po socialno-pedagoško rekla, da bi si, če se zateče malo utopijo, ne, želela, da je fokus univerze vseeno v tisti učeči se skupnosti, ne. To bi bil tudi mogoče naš socialno-pedagoški doprinos v učenju dialoga, ne, v spodbujanju kritične misli. Je pa vedno znova zagata ta čas in prostor, se pravi javni intelektualni prostor, ki ne bi bil namenjen temu, da nismo zgolj učinkoviti, ne, in da ne zbiramo zgolj nekih točk, ampak da dejansko razpravljamo in razvijamo teorijo, ne, neko teoretsko podstat, kar je tudi, ne vem, bila središčna, mislim, nek osnoven cilj. Tako da mogoče tukaj bi si sposoda tudi en citat kolega Suliberga, ki je v bistvu napisal tole, kaj pa univerzi, a ne, v enem eseju je napisal, da je simptomatično to, da se največja teoretska odkritja v zgodovini niso zgodila v zavetju univerze, no, v akademskem prostoru kot takem, tako da mogoče je tudi to eno sporočilo, ki bi jo lahko dali, oziroma pomislek, ne, kakšno vlogo ima univerza. Jaz mislim, zdaj jo trenutno doživljam tudi kot zaposlena ali pa kot recimo tista, ki želi spodbuditi v študente k kritičnemu razmišljanju, tudi kot tako, ki dejansko je še ena od javnih institucij, ki reproducira obstoječ sistem in kjer ima kapital pač glavno besedo. Tako da in bi si pa želela, no, to, da mislim, hkrati s tem, usporedno s tem, se mi zdi, da mogoče podcenjuje
znanje in sposobnosti študentov, ker jih v bistvu zvaja na neke kompetence, na zgolj neke veščine in mogoče tudi zelo krč vsebine in neko kvaliteto. Tako da mogoče to, no. Hvala. Marko? Zdaj bomo izčrpali v bistvu to temo in bomo verjetno lahko tudi kaj napisali na koncu, kako vidimo univerzo. Jaz bi k temu dodal, kar je Tomaž na začetku omenil še tretjo neko perspektivo in to je, kako jo vidi družba. Ne? Družbi je danes univerza nepotrebna, ne? Zaradi tega, ker pač družba je, zaradi tega, ker živimo v neoliberalnem času, neoliberalnem sistemu, razkropljena na posameznike in preprosto ne funkcionira več kot skupnost. In zaradi tega univerza niti ni nek nosilec kritične misli ali pa usmerjevalec in vodilo sprememb, družbenih sprememb kot takih. Ne. Danes je pač njeno mesto, so zamenjale druge, bomo rekli, lahko tehnologije, lahko rečemo vplivneži ali pa karkoli tretjega bi lahko našli tukaj. Ampak mislim, da njena vloga je kastrirana danes, zaradi tega, ker če je to še pač eden od ideoloških aparatov države v sklopu izobraževanja, potem mu ni v interesu, da bo učil kritično misleče, ker kritično mišljenje je v resnici pogovor o neprijetnih stvareh, ampak ne neprijetnih za nas, neprijetnih za tiste, ki so na poziciji. Na pozicijah moči imamo pa tudi ljudi znotraj univerze. Zaradi tega, ker so ti tisti, moramo vedeti vseeno, da univerza je izjemno hierarhično organizirana struktura oziroma organizacija in je tudi vodena strani tistih, ki pač ne želijo sprememb. Kritično mišljenje se zelo lepo sliši, človekove pravice se zelo lepo slišijo, ampak kolikokrat se univerza ob kršitvah, recimo človekovih pravic, javno izpostavlja in zakaj se ni izpostavlja, je morda tudi vprašanje na mestu, predvsem jaz vidim tukaj pa glasno izpostavlja. So se izpostavili posamezniki. Jaz vidim tukaj težavo v tem, da je pač podrejena kapitalu in je podrejena odločevalcem, ne, tistim pač, ki imajo moč. In zdaj, to je malo provokativno z moje strani tudi. Zakaj? Zaradi tega, ker želim spodbuditi vas, ne, da vas ne vidimo mi starejši, recimo, čeprav so tudi nas videli tako, tisti, ki so bili nekoč v mojih letih, kot tiste, ki ste apatični, kot tiste, ki ne mislite, kot tiste, ki nimate neke svoje predstave o tem, v kakem svetu želite živeti. Ne. Ampak vprašanje pa je za vas, ali vam je dala univerza ali pa fakultetno izobraževanje orodja za kritično mišljenje. Ne. Tu je pač eno tako vprašanje, na katerega lahko potem vsak tisti, ki pač želi, pove, doda nek svoj prispevek. Hvala. Hvala, Marko. Hana, hvala ti za čudovit film, dokumentarni film. Ustvarila si ga, spremljala si ta dogajanja, tudi sama si bila študentka. Kako gledaš vlogo univerze? Ja, najprej hvala za povabilo, pa navdušena sem nad številčno prisotnostjo, tako da sem res vesela. No? Pa to je v bistvu tudi prvo predvajanje filma izven Ljubljane, poleg pač Beograda, tako da pač že to je zame kar dosežek, tako da sem res presrečna, da si se toliko potrudil. Čisto na začetku bi sami izpostavila, ko imam klele zraven sabo. Eden od predmetov je zbornik, ki ste ga lahko videli v samem filmu, Kaj po univerzi, v katerem so torej, kot omenjeno, različni prispevki o vlogi univerze, tako da, če si boste želeli več prebrati o tem, sami razmišljati o tem, je tukaj veliko navdiha. Nekateri prispevki seveda napisani tudi med samo zasedbo in pač kot navdih zasedbe. Potem je
film, ki ga zelo priporočam in mislim, da je na voljo na YouTubu. To je dokumentarni film, ki je seveda tudi omenjen v tem filmu bil, o zasedbi Zagrebške filozofske fakultete, kjer imajo pa že takrat so imeli veliko, bi temu rekli, resnejše probleme in to so šolnine, veliko bolj izrazite in pač hujše, kot jih imamo tukaj v Sloveniji. In je odličen pač prikaz tega, kako se študenti poskušajo pogajati ne samo z vodstvom fakultete in univerze, ampak tudi samim ministrom za izobraževanje in tudi seveda pač kako potekajo vsi ti procesi organiziranja zasedbe. Potem pa je še malo večja zadeva z naslovom Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki pa je recimo, da eden od teh zanimivih dokumentov, ki me je spodbudil k ustvarjanju tega filma, ker me je namreč poglavje o zasedbi, ki je tukaj notri, nekoliko razočaralo, pa mečkan razjezilo, ker se mi zdi, da ni bilo pač predstavljenih noter vseh vidikov, ki so potrebni za razumevanje tega pojava in ker je seveda napisan strani gospodarja. Tako da je enostransko dokaj, kljub temu, da so se seveda sklicevali na nekatere druge vire, mislim, da sem pač poskušala z filmom nekako dopolniti to poglavje, to knjigo. Tako da bi v bistvu na hiter samo pač dala to naokrog, če bi si želeli pogledati kaj od tega. Zdaj glede same vloge univerze bom probala pohitriti, da ne bomo predolgi. Gre za nekako, recimo iz dveh strani lahko na to pogledamo. Eno je, kaj bi univerza lahko bila, kakšno vlogo bi lahko imela, kaj bi bil ideal. In tukaj seveda pač pridejo na misel inovativnost v pravem pomenu te besede, ki bi v bistvu uspela preseči ustaljen družbeni red, ker trenutno ustaljen družbeni red služi samo peščici. Medtem ko univerza si vedno bolj pred tem zatiska oči in se, kot smo že povedali, redko oglasi tudi ob resnejših kršitvah človekovih pravic. Predvsem pa seveda, kot že stokrat rečeno, podreja kapitalu, podreja politiki. In kot smo pač skušali v filmu mečkam bolj podrobno prikazati, kaj to konkretno pomeni, torej kaj je vloga univerze v praksi, žal ne kot ideal, ampak v bistvu se ta ideal spodkopava ravno s tem, ko se univerza skuša podrediti temu, tej zahtevi, diktatu kapitala po uporabnosti. In tukaj treba razumeti besedo uporabnost, kar se velikrat zboru tam, ki tudi govoril v filmu, tam le pogovarjava, ki sicer raziskuje tudi zgodovino univerz, priporočam njegovo magistrsko nalogo v tem, je ključna beseda tukaj za razumeti uporabnost. Torej, zakaj, za kateri namen naj bi bila univerza uporabna, za katere poklice, za katere končne koristnike te delovne sile. Ker namreč gre vedno za izobraževanje, za delo znotraj mezdnih delovnih odnosov, znotraj kapitalističnega sistema, kjer delavci nimajo solastništva produkcijskih sredstev, nimajo možnosti soodločanja o vodenju podjetja, o upravljanju teh delovnih enot in navsezadnje se odpovejo neprostovoljno delu svojega ustvarjenega zaslužka in nimajo besede, kaj se s njim potem zgodi. Gre lahko to pač ali v zasebne žepe, lahko se vloži nazaj v produkcijo, večinoma pa gre nazaj v zasebne žepe. In pač v Sloveniji imamo ogromen tak trend tega, da se pač ne vlaga v produkcijo, ne investira se v bolj recimo tudi prijetne, učinkovita delovna mesta, v bolj zdrava delovna mesta med drugim, v produkcijo z višjo dodano vrednostjo, ampak v produkcijo, v bistvu v delovna mesta, ki zelo izčrpajo ljudi in na koncu imamo veliko bolniških odsotnosti in poklicnih bolezni med drugim. Skratka, univerza trenutno je ujeta v to hecno vlogo, da se, ne vem, že v 90-ih je bil nekako, ne vem, se je sklenila neke sorte pakt z državo, da bo pač država financirala univerzo. Univerza bo pa v zameno v bistvu zagotovila delovno silo za pač delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. In univerza je izpolnila svoj del kupčije, bi lahko rekli. Ogromno je povišala število vpisnih mest, število programov, število univerz se je na vse zadnje pomnožilo, ni več samo ljubljanska.
Zraven imamo seveda še veliko privatnih visokošolskih zavodov. Skratka, ogromno je iskalcev zaposlitve visoko izobraženih. To je izpolnila. Na drugi strani, kot je seveda tudi povedal že Borut v filmu, nimamo delovnih mest. Ampak nihče na tej točki ne bo rekel, joj, mogoče bi pa bilo treba mečkan po rami pač potrkati tele delodajalce oziroma lastnike podjetij, pa njim reči, naj oni svoj del izpolnijo. Ne, univerza je kriva, ker samo ni ta pravih programov naredila ali pa ni na ta pravi način, ni ta pravih veščin dala svojim študentom. Tako da v bistvu je tak nek začaran krog, v katerega se univerzi ne splača v koncu se spuščati. Tako da bi se morala v resnici rešiti ven iz njega. Ampak kot vidimo, se vedno bolj spušča v to, vedno bolj inovacija, digitalizacija itd. Torej pač je ujeta v to. Tako da tukaj pa ni prostora za teoretsko produkcijo, ker ni neposredno uporabna. Tako da žal je taka trenutna vloga univerze. Hvala za vse odgovore. Po ustavi Republike Slovenije je univerza avtonomna. Je tudi nek pojem avtonomne institucije, odločanja, delovanja in tako naprej. Bi vas vprašal, kako vidite avtonomnost na univerzi oziroma kaj bi to pomenilo, lahko tudi iz lastne izkušnje ali pa kako bi moglo biti, lahko se pogovarjamo tudi malo utopično. Ana, lahko tebe najprej vprašam. Jaz bom v bistvu tukaj kratka, no. Se mi zdi, da se avtonomija začne ali pa mogoče niti ne začne, no, ampak usporednico bi postavila z avtonomnimi subjekti in bi mogoče retorično vprašanje, ne, koliko avtonomnih subjektov prepoznavamo v posameznikih, ki odločajo ali pa mogoče, ki delujejo tudi v okviru tistih, ki imajo neko moč, ne, nek status. Tudi ali družba sploh ne, spodbuja razvoj avtonomnih subjektov, ki bi potem lahko, ne vem, mogoče prispevali k avtonomiji tudi v vodenja na dolgi rok, zdaj, če sem spet malo poenostavljam, no, ampak tako da ja, avtonomija definitivno in hkrati se mi zdi tako avtonomija delovanja kot avtonomija upravljanja, to dvoje bi mogli biti definitivno povezano oziroma istočasno in usporedno. Tako da ja, ne bi zdaj kaj dosti več razpravljala, no, se mi zdi, da lahko potem mogoče še v povezavi s tem, no, ta avtonomen subjekt pa moralni imperativ, no, to tudi mogoče kdaj manjka. Vprašanje o tem, kaj je morala, kaj je etika, ne, kako bi bilo, spet se malo zatekam v neko mogoče idealiziranje ali pa teoretiziranje na konca, ne, ampak to je prostor, mislim, mogel bi biti prostor razprave, pa kritičnega razmišljanja tudi o tem, kakšne ljudi želimo kot družba spodbujati in jih nekako in omogočati bivanje, soodločanje, razmišljanje, dialog, vse te demokratične vrednote. Tako da ja, bom kar zaključila. Hvala. Marko? Ja, zdaj moram deloval malo črnogledo, ampak dokler je univerza podrejena kapitalu, ne moramo govoriti o avtonomiji. Avtonomija je samo na papirju, zaradi tega, ker preprosto je podrejena vsakokratnim političnim odločevalcem, pa čeprav ravno avtonomija jo ščiti pred tem, bi jo naj ščitila. Ampak ker je podrejena kapitalu, se more v bistvu v svojih odločitvah tudi prilagajati. In to vidim kot izjemno problematično. Problematično v bistvu vidim tudi to, da mora tekmovati na enak način, kot pa tekmujejo podjetja, se pravi, kot da je na trgu, ne? In njena vloga v bistvu se tudi, če govorimo o avtonomiji
posameznikov, mišljenja in tako naprej, ne konča s končnim produktom. Ne, v bistvu bi jo moralo na nek način zanimati, koga in kaj pošle v svet, ampak v končni fazi, če bi poslala avtonomne posameznike v svet, zdaj sem malo skrajen s temi svojimi odgovori, ampak moram biti, zaradi tega, ker tudi mi ne želimo pogledati v to sliko v končni fazi, ali pa v ogledalo sami sebe, ne, ker tudi mi podpiramo ta sistem. In zdaj vprašanje je, če bi univerza poslala avtonomne posameznike, ne, bi jo lahko ti avtonomni posamezniki tudi spremenili v svojih temeljih. Pa je do zdaj v bistvu so jo zgolj morda zamajali tu in tam, ne, ker institucije, države, vlade se najbolj bojijo ozaveščenih in kritičnih državljanov. In če jih na drugi strani ni, ne, če vejo, da se bodo s časoma, kot so se recimo pri zasedbi izčrpali, ne, v svojem boju in bodo v bistvu izčrpali vse možnosti politične participacije, bodo na koncu odnehali in to oblast nekako ponavadi ve. Ne. Tako, no, na kratko. Hvala. Tomaž? Ja, najprej vprašanje za študente. Študentke pa 2 študenta imamo. Kaj je že avtonomija? Kaj smo rekli pri Kantu? No? Lahko mogoče pri sebi odgovarjate, ne bom nikogar izpostavljal, ampak spomnimo se, iz 2 besed je sestavljena grških. Autos, ne, in pa nomos, če se spomnite, in v bistvu pomeni kaj, še 5 sekund vam dam, da se lahko pri sebi, da se spomnite Kanta, ne, na koncu, ko smo imeli, kaj je predpogoj svobode, pri Kantu smo rekli, da je to disciplina, ne, in v sklopu tega smo se to pogovarjali, pomeni, da si sam svoj zakonodajalec, avtos je sam sebi, nomos je zakon. Se pravi, avtonomen si takrat, kadar si sam svoj šef, kadar si ti tisti, ki si daješ smer, v katero greš. In zdaj, jaz mislim takole, najbolj avtonomni, če gledamo to vzgojno-izobraževalno vertikalo tudi v Sloveniji, če gledamo čisto tako vzgojno-izobraževalni sistem, najbolj avtonomna sta vrtec in univerza. V resnici. In mislim, da sta dejansko imata v nekem smislu dokaj proste roke, če jo primerjamo z osnovno šolo in z gimnazijo. Zakaj? Zaradi tega, ker tako kot lahko recimo vsak vrtec sprejme sam svoj letni delovni načrt in je v bistvu zamejen z zelo ohlapnim kurikulumom, ki mu je bolj v pomoč, da mu daje neko smer, tako lahko na univerzi vsaka profesorica in profesor spiše svoj učni načrt, ki ga sicer res da preveri malo nakvis, ne, da je vseeno nekaj v skladu z nekimi normativi, ampak dokaj svoboden si, dokaj odprte roke imaš. V osnovni šoli, gimnaziji, forget about it. Tam je vse top-down kontrolirano z nešteto komisijami, učnega načrta ne moreš spremeniti kar tako sredi, ko bi se tebi zahotelo, moraš počakati na kurikularno reformo, ki je vsakih 15 let in nima šanse, da prideš v komisijo, če se res zelo ne potrudiš. Tako da v tem oziru je v resnici univerza dokaj avtonomna. Zdaj pa seveda, ne, je pa tu druga past, ne, ki pa je ta, kako, ne, že Deleuze in Guattari, ne, sta imela to, rad poudarjam to njuno, ne, idejo, kako danes nadziraš ljudi, tako da jim odobriš kredit, ne. Je spet povezano s Kantom, ne, in z izpolnjevanjem želja in tako naprej. Zakaj je? Zaradi tega, ker potem jih držiš. Zdaj pa kako pa nadziraš univerzo, kako nadziraš nevladnike, tako da razpišeš razpis za projekte, da se ljudje prijavljajo na projekte in da v bistvu preko tega financiraš, ne. In v tem smislu mislim, da je žal za to projektizacijo naše družbe, ki smo ji priča v zadnjih 20-30 let, vse manj in manj in manj, ne samo avtonomije na univerzah, ampak tudi pomislite, kaj je izginilo, ne, alternativa. Ful malo je teh alternativnih klubov. Včasih je bilo tega po vsej Sloveniji, v Kopru je bil MKC, potem je bila ta UP
ustvarjalna, ne, ni bila univerza na Primorskem, je bila ustvarjalna platforma, ne, za nalaz od UP Indije, ne, za nalaz so dali to ime, ampak te avtonomne cone zginjajo, ne, poglejte, kaj se je zgodilo z Rogom, ne, Raus, ker je tam bilo namenjeno pač zakaj? Točno za kulturno produkcijo, ki bo na projektih. In tu vidim velik problem, ne? Da ti razpišeš nek projektni denar, zdaj pa če boste prilagodili študijske programe tem projektom, potem dobite ta denar. Ne? Vi ste avtonomni, ampak če ne boste se prijavljali na te projekte, boste pač svobodni, ampak brez denarja, ne? Kar je pač, ne vemo, da država, ne liberalna država, če hoče zagotavljati za res svobodo posameznikom, mora poskrbeti tudi vse za enake možnosti, za neke materialne predpogoje. Če pa ti to vedno pogojuje z nekimi razpisi, pa pravzaprav kastriraš družbo. Ne? In to je res velik problem, da ni danes več alternativnih con. Vemo, da v pekarni v Mariboru tudi grozi evikcija, ne? In tam bodo zgradili univerzo, ravno, fakultete mislijo zgraditi, ne? Tam, tako da zelo velik problem v tem in kar je pa še zanimivo, pazite, to se mi pa zdi, je pa res nek paradoks, manj kot je alternative, manj kot je alternativnih con, bolj narašča neka nestrpnost v družbi, bolj se radikalizira politika, več je nestrpnosti in konec koncev imamo spet vojno v Evropi, na evropskih tleh, ne? In zanimivo je to, da alternativne cone so vzniknile skupaj z demokracijo, vsaj v naši državi, in marsikje na Zahodu so bile povezane s to pluralnostjo in s tem, ko izginjajo, pravzaprav izginja ta svoboda in družba se v resnici radikalizira. Kar je na nek način paradoks, ker ljudje mislijo, da alternativa je ta, ki je radikalna. Ne, družba je radikalna, alternativa je pravzaprav čist cute v primerjavi z političnimi strankami, ki so lahko zelo radikalne. Tako da ja, ne, mogoče tako, kot je rekel Marko, na papirju ta avtonomija je, saj tudi v praksi v nekem smislu vseeno, glede teh učenih načrtov, ne, obstaja neka avtonomija na univerzi, ampak velik problem je pa ravno v tem, ne, ker se ta avtonomija krni ne na ta način, da bi se zablokirala z komisijami, s pravilniki, ampak na ta način, da se začne subvencionirati neke določene študijske programe, ne, nekih drugih pa mogoče ne, in s tem se v bistvu zelo močno posredno nadzira univerzo, ne, tako da znotraj te svoje avtonomije, ne, veste, če nekomu ne daš, če je nekdo recimo, ne, jaz sem vegetarijanec, ne, sam če mi 10 dni ne boste dali za jest, pa pred mano postavili šnicel, ga bom pač pojedel, ne, mislim, ne, tako da ta avtonomija je potem zvedena na to. Hvala. Hana? Ja, mislim, zelo dobri odgovori, tako da bom probala sam še dopolniti mogoče enega dela, ki se mi zdi pomemben. Avtonomija se lahko razume kot avtonomija celotne univerze ali pa avtonomija njenih vodilnih kadrov. In tukaj se mi zdi ključno povedati, da trenutno so vodilni kadri na univerzi, kolikor je zastavljeno upravljanje in kolikor imamo študenti zelo manj pravice so upravljati z njo, kljub temu, da smo večinski na univerzah, je zastavljena tako, da v bistvu da je vodstvo praktično avtonomno od večinske populacije na univerzi. No? Tako da v bistvu tudi, ko smo prej omenjali ta izraz, da univerza se podreja. Ja, univerza se sama sebe podreja. Prostovoljno, ampak bi rekla tukaj brez strinjanja celotne populacije, ampak pač za strinjanjem specifičnih vodilnih ljudi, ki jim ni treba v bistvu poslušati večine na svojih fakultetah, niti zaposlenih, niti študentov. Če tukaj recimo samo pomislimo, kako je zastavljen recimo senat, ključni organ vsake fakultete in univerze, imajo študenti, vsaj za ljubljansko, tako velja petino v celem senatu, nas je pa večina od vseh.